Blogerke smo imele včeraj našo drugo lepotno konferenco, ki je organizirala Nika Vegar. Čist po moje vse smo zdaj polne vtisov, inspiracije, vse bi šle pisati, tako da pričakujte kmalu tisoče novih postov. Danes sem pa hotela pokazati, kaj točno smo vse dobili na Beauty Bloggers Meetupu, ker vem, da vas je to lani zelo zanimalo, tako da bomo letos ponovili vajo. Ena stvar, ki je mene najbolj všeč od tega, kar sem pač zaenkrat videla, ker nisem še nič pegala, kjer se pač to ni dalo, tako da bomo skupaj pogledali, kaj je v vrečkah. Ta rokovnik, mislim, da če se prav spomnim, je Nika skupaj z Medexom, tako je, sestavila in je res fantastičen. Tako, točno tisto, kar pač potrebujemo lepotne blogerke. Kot boste lahko videli, je bil letošnja tematika, rdeča nit tega eventa, bodi unikatna, zaradi tega imamo našega samoroga Samota. Vse povsod, tako kot tudi na mapicah, na rokovniku. Zagotovo nekaj, s čemer se jaz zelo strinjam in to dostikrat poudarim, da bodite unikatne, bodite edinstvene, to je, kar se mene tiče, edina prava pot za lepotne oziroma kjerkoli blogerke. Pa blogerje. Tako da tale rokovnik boste po moje videli tako še zelo pogosto, ker si bomo večina blogerk lahko krasno splanirala, kaj vse lahko z njim naredimo. Jaz sem se najbolj temu naležela. Blog analitika. Nekaj čisto za moje srce. Se veste, analitiki pa to. Glavni pokrovitelj lepotne konference številka 2 je bil dvorec Trebnik. Podjetje, o katerem bom še kar nekaj govorila in pisala, tako da se danes pri temu ne bom ustavljala, bom pa rekla, da imajo meni en najboljših vrečk, kar se dobi. Tako da že zaradi tega se izplača obiskati. Ena stvar, ki kljub temu, da sem bila lačna, nisem hotela odpreti, ker sem vam hotela pokazati tole luštno, hitro sušeno sadje. Ko smo bili prejšnjič pri njih na predavanju, so omenili, da imajo suho sadje in smo se, res, to pa moramo kupiti. Tako da tokrat smo dobili ananas, papaja, jaz sem to definitivno sprobala, pa poročam. Te druge izdelke pa že vse imam, tako da lahko v kratkem pričakujete en giveaway, ker se mi zdijo kvalitetni, predvsem serum, ki je res 1A. Mislim, tiste, ki ste spremljali, kaj sem priporočala od preizkušanja cele linije, je bil ta serum zmagovalec po celi črti. To je nekaj, kar pač super, res enkratno. Naslednja taka mini vrečkica od Trendytab. Verjetno ni preveč treba omenjati, kako in zakaj. Trendytab je prišel v naše DM drogerije. Trendytab boste pri meni še zelo veliko slišali, ker imam v testiranju ogromno stvari. Ultramat tekoče šminke, definitivno nekaj, o čemer bom pisala, ker imam zdaj že 2 odtenka, pa zagotovo bom še kakšnega kupila. Ter izredno veliko lakov, swatchov, kombinacij raznih prihaja, tako da definitivno o tem bom še zelo veliko pisala. Naslednja vrečka. Zdaj, kažem vam vrečke, ki smo jih dobili ali v času lepotne tržnice, ko imamo postavljene stojnice, lahko hodimo, imajo različne nagradne igre, pa kaj zadaneš, pa ali imaš kaj znati, pa potem dobiš za nagrado, take stvari. Tako da to so vse, nekatere so iz dnevnega dela, nekatere so pa z večernega dela. In to so te vrečkice, ker ostale vam bom pokazala, kaj smo na koncu dobili. Tisti še zanimivo. Melvita. Melvita je ena izmed mojih, bom rekla, ljubših znamk, kar se tiče negovalne naravne kozmetike. Upam, da sem se to lepo povedala.
Dostikrat imam iritacije na res vse živo. Njihova olja, moja sicer najljubše je črna kumina. Ampak ker sem jaz toliko čakala in prišla zadnja na njihov stojnico, ja, seveda, so mi že vse črne kumine pobrali. Tako da sem dobila avokadovo olje z strogimi navodili. 1 kapljica, pa kot krema za okoli oči. Tako da jaz pričakujem veliko, če se ne motim, da moja mama je redno uporabnica tega, tako da ne bo šlo v nič. Midva obe zelo radi imava njihova olja, sprobale sva jih že kar nekaj. Pri seriji Passing Fancy pa poglejte, kako se bo Lilijina obnesla za pigmentacijske težave, ker, kakor vidite, to mene zelo zanima. Ampak Lilija pa ona zadnja dobila. Pa smo tam. Tako da tole je, kar je od Melvite, še 2 taka knjigici, to so pa vsa olja, ki jih oni imajo. Črna kumina, če imate masno kožo, super je. Pri Medexu smo dobili Collagen Lift, eno tako ampulico za spit. Glede na to, da sem jaz kar redna uporabnica kolagenskih izdelkov, me zanima, kako se bo primerjalo z ostalimi, ki sem jih že preizkusila. Predvsem pri okusu, ker okus kolagena zna biti zelo triki zadeva. Efekt je pa dober. Tako da pri kolagenu je fajn. Pri Caudalie sem dobila nekaj testerjev. Nekateri smo rahlo problematični. Kaj ti? Jaz imam masno kožo, dehidrirana in izredno občutljiva. Pa še zrela je zdaj po novem. Grem počasi proti 40. Tako da je bilo kar težavno, kaj točen pa sploh naj jaz probam. Tako da sem dobila nekaj mask, pa en oljček, resveratrolom. Bom zelo hvalen antioksidant, pa bomo videli, kako bo se to pri meni obnesel, pa tudi z iztelinije učvrstitveni serum. Tako da bomo videli, kako bo to delovalo na moji koži, potem pa kaj poročam. Afrodita je imela 2 taki luštni kremici, kar, če se veste, vedno pride prav torbica pa to. Mene je predvsem zanimala ta črna, zaradi tega, ker sem pred kratkim kupila milo za roke, pa mi je zelo všeč. Tako, zelo všeč. Naša stalnica je tisto limonino milo za roke, ki ga kupujemo tako že po 3-4 naenkrat, ker v našem gospodinjstvu je to očitno edini vonj, kjer se zedinimo in vsi imajo radi to limono. Tako da, zdaj je pa mami svojo uveljavila in smo prejšnjič kupili črn. Tole lagam kar gor, zaradi tega, ker imam že suhe roke. Podoben vonj je, tak nežen, pa ni zelo parfumiran, je kar lušen, pa tudi vpije se očitno kar hitro. Kljub temu, da zdaj imam nemščine nekaj cajta, ne vem, a se jaz tegale Meurer in Wirtz, a sem prav izgovorila, me bo ziher popravil. Smo dobili S. Oliver parfumčke, upam, da jih vidite. Tale je ženska verzija, lansirali so žensko in moško. To je, ko sem tak zanimiv cvetličen vonj je. Nekaterim bo všeč, mečkan je vseeno tako nekako malo topu po nekih spodnjih notah. Tako da to ne vem. Veste, da oceno pričakujte od naše maestre. Parfumov jaz na žalost pač ne uporabljam glih, ampak maestra bo ziher vesela. La Covo de Menin, ki sem se ga sedaj vse blogerke naučila izgovoriti, napredek od lani, vidite. Nam je pripravil, mislim, da to je bila čista prva vrečkica, ki smo jo dobili. Nekaj takega, da nam pomaga prebroditi dan, ker je bilo naporno od 8 do 9, pa smo bili že prej tam, tako da je bilo kar konkretno. Tole so pa naše, ko smo imeli okoli vratu, da spoznavate kartice. Ta je moja. Gor je bila še pripeta tale kremica.
Ja, jaz sem takoj mogla sprobati, je v redu, luštna je, pa tudi ni preveč odišavljena, tako da pri meni se je kar lepo zapisala. Tili robčki smo bili tako zelo luštni. Nihče ni kot ti in to je tvoja moč. Želimo ti lep dan. Kot sem rekla, Nika je mojstrica detajlov, tako da je bilo poskrbljeno za čisto vse. Torej deodorant, ravno naša Nika ima zelo rada njihove deodorante, tako da tega bom pa celo jaz preizkusila in poročala. Vonj mi je zaenkrat všeč, bomo videli, kako se bo to razvilo na meni. Ter balzam za ustnice, citrus, obetavno. Ter še manjša škatlica, set, kjer je notri pilica, krema za nohte in obnohtna kožica ter krema za roke. Škatlica moramo priznati, da je fantastično luštna, predmeti not pa zelo uporabni. Na splošno se mi zdi, da letos, ko smo dobili en kup sicer stvari že med konferenco, je bilo dosti takih, za katero sem rekla, super, krem za roke mi je zmanjkalo, tako da bo testiranje veliko hitrejše, kot je to bilo lani. Potem naslednji so CD, ki so se predstavili s pomarančno linijo. Dobili smo 2 izdelka, to mislim, da je gel za tuširanje, pa deodorant. Obljubili so nam, da v kratkem dobijo tudi linijo brez alkohola, tako da, kar se mene tiče, boste bolj slišali o tisti, kakšni so deodoranti, ker deodorantov z alkoholom jaz enostavno ne gre skozi. Diši pa je super, ker so mi rekli že blogerka. Vonj je res lušen, ampak se tudi alkohol poha. Curaprox, ta vrečkica ni bila ravno striktno del BBMU, ampak jo bom vseeno omenila, zaradi tega, ker prihaja iz Curaproxove strani ena zelo luštna akcija, o kateri bom govorila, predvsem zato, ker Curaprox je moja najljubša znamka za dentalno nego. To ste verjetno že lahko prebrali, pa če ste videli kakšne fotografije, vse pa so Curaprox. Tako da tale se mi je zdel, gledajte, ni luštna, ta je limited edition ščetkice. Jaz jih vedno pokupim, zato jih pa imam toliko. Tole je pa set z interdentalno ščetko ter njihovo navadno ščetko. Tako bom rekla, berite blog, v kratkem bom napisala zelo veliko o temu in zakaj rabimo nujno tole malo čudo in ne samo ta veliko. Očitno se lahko nadejate novih blog postov o oralni higieni in večina vam že zdaj moram povedati, da bo Curaproxovih čisto zato, ker jaz sem se našla v tej znamki. V vseh letih, odkar uporabljam njihove paste, sem probala ene parkrat naravne oziroma brez flora in se ni dobro končalo. Tako da zdajle enostavno nimam energije, ne želim konstantno krvečih dlesni in kupujem pač njihove stvari, zaradi tega tudi jih rada ocenim. Mislim, da je ta zadnja vrečka iz tega dela je L'Occitanoova. L'Occitan je bil pa na večernem delu, čisto na koncu in smo dobili tak rokovnik. Tale je, a je rokovnik ali zvezek? Pogled, ga še nisem odprla. Ne, tale je brez zvezek varianta. Je taka luštna rumena. Zdaj bo pestritev naših fotografij. Zagotovo pride prav. Potem je ena taka mehna vrečkica, ki bomo zdaj pogledali, kaj se notri skriva. Kreme za roke. Vidite, kako pametno sem se odločila, da nisem nekaj cajta nobene kreme za roke kupila. Ter gloss. To pa moramo takoj pogledati.
Nikakve glosov pa, a veste, da sploh ne vem, če sem kakšnega že imela? Mislim, da to obeta nekaj negovalnega. Tole, diši tudi lepo. Tako da komaj čakam. Tole je, kaj pa je to? Karité Sold. Že vemo, da mi bo všeč. Ter še en glos. A sta dva različna? To pa ni glos. Skoraj bi mi ga prodali. A sem vam na začetku omenila, da si morate vzeti kakšno skodelico kave ali čaja pa tole pogledati. Zdaj pa finale, bi človek temu lahko rekel. Lani smo dobili darila, ki so, kar je bilo meni najpomembnejše, tehtala 15 kil. Jaz lahko zaradi težav z mrešnico dvignem cirka 2 kili. Je bil kar problem, kako zdaj to spraviti domov. Tako da sem že lani rekla Niki, da škoda, ker nisem svojega shopping vozička s sabo vzela, pa naj razmisli, da naslednje leto je pa mogoče zraven damo. In Nika dušica kot je. Ja, dobili smo ga. In zraven še gleda ta Marela, ki je potem skupaj spominjala vse na unicorna. Marela je od Philipsa Lumeja, ampak glede na to, da jaz imam hčerkico, ki je pinkoholik, koliko se glede stal, da sem to mogla skriti, preden bo ona to vzela. Pa poglejmo, kaj se skriva v temule vozičku. Čakajte, še nekaj tukaj. 100 € popusta za nakup aparata Philips Lumea SC2009. Tole je novejša verzija tega, ki ga imam jaz. Škoda, da že ga imam, ker je to zelo ugodna ponudba. Kaj je v bistvu glavna različica med 2008, ki ga imam jaz, pa 2009, je to, da v bistvu moj ima, mislim, da 150 000 blisko, ta ima 250. Tako da razlika, glede na to, da tista žarnica glavnina tega dela, pa kako hočeš novega seš kupil pač nov aparat, je vredna pač naložbe. Prihaja post in video posnetek na to temo, tako da to bomo še, bom poročala, kakšni so pri meni bili rezultati. Če priporočam nakup, če ga ne, tako da se kmalu javim. La Roche-Posay. Če kaj spremljate, kaj pa je to, čokolada? Ročno izdelana čokoladna tablica iz temne čokolade z najmanj 71 kakavovih delcev. Čokoladnica D.O. Pa super, ker gledam tudi te naredki čokolad, ki imajo večji procent kakava, ki jih jem. Super, sem zelo vesela. Eclair Duo. Zdaj, jaz sem človek, ki se na določene nekaj znamk naveže in LRP je moja, mislim, kar najljubša lekarniška znamka. In ravno ta izdelek sem imela namen preizkusiti v kratkem, tako da super, vidite, kako so zadeli. Kaj da bi vedeli. Naslednja je Avon. Od Avona imam tudi še nekaj stvari v pripravi. Super. Sem dobil še en katalog, prejšnjega sem dala Maestri, tako da bom lahko zdaj iz tega prebrskala. Starry Sky. Se veste, jaz se pač moram najprej vse poditi, da vidimo, katerega sem dobila. Lužen.
še res nimam. Gledam to, koliko njihovih lakov imam, z moja sreča, vidite, sem najdla. Liquid Freeze Quick Dry. Za hitro sušenje manikure. Ter Ultra Color Bold Lipstick. Da vidim še to, kaj potem sem. Extreme Move. To bom sicher merati, ne? Ter kuli. Ter dva kulja. Naslednja je Medex. Kolagen Lift, tole predvidevam, da je ta druga ampulca, tistega, ki sem že dobila na tržnici, tako da bom očitno lahko še mičkam bolj, kakor sem misle testirala, v njega imam dve. Schwarzkopf. Lak za lase, vedno pride prav, sploh če vidite, moje lase nikoli ne ubogajo, tako da bomo testirali. Afrodita, še ena znamka, ki ima meni všečne vrečke. In dejansko samo Afroditine, mislim, da mi mami vsakeč vzame. Tako da. Lavanda. Ok. Sivka in limona, tale bo zihar meni bolj všeč, ker mi sam vonj sivke ni nekaj najbolj, ampak pustimo se presenetiti, mogoče mi ta bo. Če ne bo pa mami uživala v teh vonjavah in vam ona poročala. Ima kar nekaj reviewjev in ocen. Lahko vam namignem, da moja mami je očitno Afroditina fenica, ker karkoli dam jaz testirati, pride nazaj. Ja, tako da. S tem, da je testirala 3 različne kreme, recimo, pa je Afroditina bila bolj všeč kot kakšnega, so bile veliko dražje. Ter pomirjevalna maska. Tu je bilo to iz Afrodite. Smile Concept Store je v bistvu taka liščana trgovinica v centru Ljubljane, kamor zaviješ, ko hočeš svoje stanovanje malo popestriti s kakšnim izdelkom. Tokrat smo dobili Tissues Mini Vibes. Luškani papirni robčki. Bon za 10 €, da si same izberemo darilce. Kar je v bistvu res zelo uporabno. Catrice, da vidimo, kaj so nam lepega pripravili. Tale je 20, Rose Beige. Če kaj spremljate bloge, potem veste, da smo blogerke kar precej navdušene na to tekočo podlago. Tako da, jaz imam sicer 10, ker sem si jo kupila za zimo, pa je že zdaj malo mešan s kakšnimi temnejšimi, zaradi tega, ker je presvetla. Noir Rouge, lakec, seveda meni všeč. Ter, to pa glih super, čeprav upam, da nimam ravno tega odtenka, to moram preveriti. Dejansko so mi te so dejansko mat in so mi boljše od onih tekočih, kateri si iz nove linije, tako da, kot že lak veste, sem že testirala, pa sem mi všeč. Definitivno nekaj, kar priporočam. Essence. Ostanemo pri sestrskih znamkah. Vidim še eno, kar mi je všeč. Njihove mat šminke, zdaj nekateri pravite, da so jim presuhe. Moram priznati, da meni niso. Je pa tako, da jaz sem testirala 3 ali 4 do zdaj
In ene so bile suhe, kakšni odtenki so bili suhi, nekateri so pa super. Tako da jaz sem v reviewju, sem skoraj ziher napisala, kateri so bile meni presuhe, pa katere so mi bile v redu. Tako da, saj mogoče sem vam majčkeno lahko pomoč, ampak tiste, ki so mi bile v redu, ki niso bile presuhe, tudi zdaj jih redno uporabljam, tako da so mi bile v redu. Rock and Doll. Vam nimam še nič povedati, nisem tega testirala. Ter Setting Blush. To je bilo od Essence. Depend nam je dal pa Starter Kit. Tole je dejansko poleg barvnih lakov vse, kar potrebujete za manikuro, o kateri sem slišala že veliko stvari, ampak iskreno rečeno, kadarkoli pridem jaz v DM pred njihovo stojalo, vedno tako rečem, lej, kjer lake, tega bomo vzela, ne? In pol te vedno zvisijo. Tako da je Depend tokrat poskrbel, da zdaj bom pa res testirala še te, ker vedno govorim, da jih bom, pa jih še kar nisem. Labri. Labri je še ena slovenska znamka, o kateri tudi bom še pisala. Zastankov sem, nažalost. Tokrat sem dobila cvetlično čistilno mleko. Jaz čistilnih mlek ne moram uporabljati, ker zelo hitro zacvetim po njih. Ampak kot bi gospa Brigita, ustanoviteljica in izdelovalka te kozmetike, ki je sicer doktorica kemije, je bilo nekako tako, ko smo prišli mi na dogodek, so ti dali en tak darilni paketek in je bilo to čistilno milo. In sem jaz rekla, ampak tudi je namenjeno. Lahko dobim prosim micelno. Sem testirala in je dobra, micelna vodica, ampak mislim, da mi hoče povedati, da mi je čistilno mleko usojeno, tako da zdaj ga bom testirala, pa kar bo, poročam. Tokrat res. Nivea. Lani so tiste zvezdice bile tak hit in tista njihova krema. Manjši problem, zakaj vam nisem, ti smo mogla nič povedati, zato ker je moja ta mala zapleljena. Gor je bilo neki božični motivi in se ona odločila, da to je za otroke. Še dobro, da ne zna tega odpreti, ker če ne bi imela jaz popacano dnevno sobo. Tole je pa bogata nega, hitro upijanje krema za obraz in telo. Bomo videli. Ter, tokrat sem pa dobila labeli. Prejšnjič sem izgubila nekaj znano kam. Tole je neon edicije, katera blogerka je glih pred kratkim spraševala, kje se to da kupiti. No, očitno so že pri nas in mi bomo testirali oranžno, vsaj jaz, oranžno in zeleno. Ostale so mogoče dobile kakšne druge barve. Tako da, to bomo pa še majčkeno mogli prebrati. Naslednja je, tale je pa kar pripeta noter. Alessandrova, tale je bila v temole adventnem koledarju, pilca in mi je dejansko luštna. Jo nosim s sabo v torbici ponovadi, zaradi tega, ker ima več strani in pol na hitrico lahko popilem. To je taka lahka in ker zdaj moram zelo veliko na težo paziti, se mi dobro odnese. In glih sem ono prejšnjo tako uporabljala, tako da je ta fina. Tole je Alessandro lak, ki je Pantone barva ena izmed njih letošnjega leta. Tole bo šlo kar zimskim manikuram. Ter eden 7 Days lak, jaz sem dobila rdečega. Mislim, da mene tale voziček kar mara, neke same luštne barve da je. Tole je pa še Sisters by Heart Hair Ties, elastike.si. Ganete, komu so to najljubše barve in mi bo to zaplenil. Prav imate. To bo ščirkica se dobila. Tole knjižico pa jaz po moje zdaj že znam na pamet.
se včasih hecam, da sem že pravi strokovnjak za Alessandro kozmetiko, ker je zdaj že tako, odkar je pri nas, skozi kupujem in si lahko mislim, da sem sprobala že veliko stvari. Decleor, to pa je dejansko kozmetika, ki sem jo jaz poznala pri moji kozmetičarki bivši, tako da mi ni neznana. Zdaj nekaj let že nisem bila v stiku z njo, tako da bomo videli čistilni gel, serum, potem smo dobili hidrantna krema, nočni balzam, za okoli oči, to mi je zdaj super, ker za okoli oči izbiram novo trojico za test, od trenutne boste dobili kmalu oceno, tako da boste videli. O Zoji pa Opiju vam verjetno ni treba čisto nič govoriti, ki jih že vsi poznate, imate svoje mnenje o njih. To je bilo od strani Bomarksa. Ena zadnjih vrečk je od ličila.si, ki so dobila nagrado blogerk za najboljšo spletno trgovino. Je kar konkreten paket. Dobili smo od Real Techniques novo gobico. Meni se zdi, da so punce in fant pri ličilih zelo dobro naštudirali, kaj nas zanima, ker od teh Real Techniques gobicah zdaj že pišemo nekaj cajta, da to nas pa zanima. Jaz sem dobila še paleto Fortune Favors the Brave. So barve, ki se nahajajo v njej. Ter Batiste Dry Shampoo. Od Batista je meni v bistvu všeč samo temno rjava verzija, tako da tale bo šel v kakšen giveaway. Ter Golden Ropes, no super, evo, glejte, še ena mat stvar za ustnice in še ena, ki je bila na moji wishlist. Ter Brow Divine od Nable. Tole bom videla, kjeri barvi je. Gremo pa pogledamo. Naša maestra je testirala kar nekaj Nablinih stvari že. Nekaj mi jih je tudi prinesla pokazati in delujejo izredno luštno. Tako da tole je, na eni strani imate spuli, na drugi pa, da vidimo, kaj je to za ena barva. V bistvu mi izgleda zelo fajn za blondinke, ki iščejo ashy barvo. Tole je, samo da povem, Venus. Tako da veste, kaj ima, pogledajte svoče, ker deluje mi tako kot nekaj za te bolj hladne blondinke in vem, da vedno iščete to barvo, ker ne uprežite, da grem vseh drogerija gledati, kaj ne voljo. Ličila.si, a vi ste vedeli, da vam bomo dali nagrado za najboljšo trgovino? Tisti, ki spremljate malo debate, blogerk, kaj si želimo, pa kaj na naših wishlistah, no tole je. Vse nas zanima te krtačke, kako delujejo, a je to dejansko tako super nanese podlago. Mene predvsem zanima na moji dehidriranih koži pa luskicah, a bo se primerjavi z temi gobicami, kako se izide, tako da kmalu pričakujte oceno. Tole mislim, da je bilo. Pa dobili smo še od Maje eno pisance. Tukaj je Curaproxov kompletek, ki mislim, da vsebuje interdentalne medzobne ščetke. Tako da
To smo že obdelali in boste v kratkem slišali nekaj mojih mnenj, nekih mojih izkušenj s temi interdentalnimi ščetkami. Še zadnja stvar, ki se notri nahaja, je Kozmo ter rokovnik Kozmo koledar za 2016-17. Bomo prebrali, kaj je kaj novega v deželi tej. To mislim, da je to, upam, da nisem česa pozabila. Hvala, Nika, za tega krasnega konjička, kakor moja mami pravi tem nakupovalnim vozičkom. Sem bila ravno v nakupu novega, tako da že to, da se mi ni treba odločiti 100 let, kjer ga bom vzela, je super. Najlepša hvala, Niki, za krasno pogostitev, za čudovit event, kjer smo po moje čisto vse uživale. Imele smo se tako fajn, da vam to ne moram povedati. Si predstavljate, 60 blogerk, en kup podjetij, čveka je bilo toliko, da sem jaz danes že skoraj brez glasu. Ampak uživale smo po moje vsako sekundo eventa in naslednje leto, 6.10., če ste blogerka, pa vas tokrat ni bilo, si zabeležite koledarje, vzamite dopuste, poskrbite za otroke, varstvo, vse, se vidimo. Dio!